Gaber Kržišnik, 16 let, glas MotoGP-ja in mislim, da po 16 letih je en tak pogovor, kot ga bova sedaj imela z malce grenkim priokusom, glede na to, kar se je izvedlo v zadnjih izdihljajih pred začetkom same sezone. Gaber, po 16 letih si dirko spremljal v Portimao, sicer po dolgem času tudi ne v Katarju, ampak na portugalskem, ob robu steze. Ja, mislim, ne z malo grenkim priokusom, s precej grenkim priokusom se je zgodilo, kar se je zgodilo, kar jaz seveda izjemno obžalujem, ampak enostavno ni šlo drugače. S Pro Plusom, kjer sem 16 let komentiral dirke in na nek način pomagal graditi uspešen, lahko rečem, program MotoGP-ja, ki so ga slovenski gledalci izjemno dobro sprejeli in tudi zvesto spremljali, je pač prišlo do tega, da enostavno nismo našli skupnega jezika. Bili večkrat v podobni situaciji preko zime, ko so pač kot lastniki pravic imeli ideje, da bi delali stvari cenejš, pa bolj simpel, pa z manj nekega vložka in truda in seveda na ta način nekaj prišparali. Jaz se s tem nikoli nisem strinjal, vedno zagovarjal, vključno z obema mojima sokomentatorjema Robijem in Boštjanom, da pač enostavno nas zanima delati stvari samo dobro v življenju in ne na pol in da si želimo pač hoditi na dirke in da zagovarjamo, da komentator mora biti na kraju dogodka, mora biti na dirkah, govoriti z ljudmi, govoriti z dirkači, biti obkrožen z timi, z informacijami, če želiš gledalcu posredovati neko fajn informacijo, dodati neko vrednost in ne biti pač v studiu zaprt v kleti tamle v Sloveniji in delati nekaj, kar pač vidiš na televiziji, ker tisto, kar vidiš na televiziji, tako ali tako vidijo vsi gledalci na televiziji in tako delo pač mene ni nikoli nič zanimalo, niti veselil in seveda tudi ne motiviral. Ampak, a se motim, ali je podobna usoda pred leti, ko smo v Sloveniji imeli še Formulo 1, doletela tudi gospoda Mirana Ališiča, ki je bil v bistvu kot neke sorte tudi tvoj mentor takrat? Absolutno drži. Miran je eden izmed tistih, ki so zaslužni, da smo pred 16 leti sploh dubelj dirke na slovenski televiziji, se pravi na Pop TV-ju nazaj. Tudi moja zasluga, da sem ga dolg časa, ker sva pač prijatelja in že prej delala neke skupne projekte, kot so revije in tako naprej, produciral in kibical, da naj v resnici Pop TV vzame tudi MotoGP prenose, pa so se takrat najprej utepali, potem po nekem momentu z prejšnjo ekipo zares zmenili in odločili, da so za tisto prve 3 sezone kupili pravice in absolutno je bil Miran na nek način mentor, se strinjam in ja, je precej podobna zgodba. Tudi Miran je bil vedno mnenja, da če češ delati to zares in če češ delati to dobro, potem moraš biti na dirkah. Morda ne na vseh, se da pa šparati kakšen evro, da spustiš kakršno koli dirko, pa morda si na veliki večini, 15-16 dirk na leto, ampak na dobri polovici ali pa na večini dirk moraš pa biti, če češ to delati dobro, če češ imeti informacije, če češ pripraviti dobro oddajo, tako kot smo jo, saj mislim, da oziroma glede na televizijske rejtinge je bilo to neko potrdilo, da smo stvari delali dobro in ne vem, na koncu pač letos nismo več prišli skupaj. Pop TV se je odločil, da bodo večino dirk naredili od doma, da pač to, da hodiš na dirke, ni nujno potrebno, da se pač nekomu očitno zdi, da so ta potovanja bolj dopustne službene stroške, s čemer se jaz nisem strinjal in enostavno se nismo zedinili in škoda. V bistvu je zgodba potem takem tudi podobna pri sosedih v Italiji, ker bi se reklo, da so verjetno budžeti za tak projekt exorbitantni, ampak tudi Sky, MotoGP Italija, oni ne grejo na čisto vse dirke, recimo kakšen del vem, da izpustijo, pa vseeno odkomentirajo iz Milana, je pa zagotovo vsaj to, da vse evropske dirke so pokrite strani omrežja Sky, ki je pač logično ena od vodilnih v svetu, kar se tiče MotoGP-ja. Tako da niti vaša zgodba kot lani, ker vem, da ste kakšno dirko, ki je bila res zelo oddaljena, morali izpustiti. Ja. Konec koncev je bila vaša zgodba na Popu v bistvu čisto enaka. Vse televizije gledajo na svoje stroške in se absolutno probajo narediti produkt za čim manj denarja, da je pač na koncu leta nek ostanek. To je pač vodilo komercialnih televizij in vodilo nekih firm. In ja, tudi Italijani. Čeprav oni operirajo z bistveno višjimi budžeti, morajo vedeti, da imajo na dirki svoj kamion zasteklen, ki jim predstavlja studio dvonadstropni in delajo resen program za res. So tam, so praktično na dirkaški dan vključeni cel dan z nekimi reporti iz pedoka in tako naprej.
Seveda hočeva tudi oni kakšen evro prišparati. In zdaj, če mi oba veva, da imaš kar veliko število nekih azijskih dirk, kjer so dirke na sporedu ob 5-6 uri zjutraj, da so takrat rejtingi manjši in da to vse ne gleda toliko ljudi, kot gleda evropske dirke, ki so popoldan ali pa zvečer, Amerika, Katar, ki imaš v prime timeu prenos dirke, se vsaka televizija proba adaptirati toliko, da mogoče na kakšne dirke raje ne gre, pa tisti denar bolj koristno uporabi na evropskih dirkah in naredi več. Ampak tukaj v našem primeru ni šlo za ta primer, tukaj je šlo, mi smo prejšnja leta naredili 14, 15, 16 dirk običajno z terena, 3-4 smo spustili, malo kolobarili, kakšno leto šli na eno, pa drug let pol na drugo, da smo imeli vsa ta dirkališča nekako pokrita in da smo to lahko dobro delali. Letos je bila pa pač odločitev, da je pač enostavno denarja manjka, tako je bilo meni prezentiran, oglaševalcev je manj in da se je pač firma odločila, da pač enostavno ne bodo več toliko denarja v to investirali, da se da dosti dobro narediti tudi od doma z nekimi starimi materijali ali kakorkoli, da komentator pravzaprav ni nujno potreben na kraju dogodka, s čimer se pa jaz kot pravim in nisem strinjal in ravno tako sem se usedel z Robijem in z Boštjanom, ki sta absolutno podpirala mojo teorijo, da če delamo oranj ali pa ne delamo. In zdaj je prišlo do tega, da smo na suhem, evo, in smo doma. Ampak nismo doma, ampak smo šli v Portimao na dirko, ker smo radi na dirkah in ker je prav, da smo tam in ker smo novinarji in ker novinar od doma ne more delati, ker se temu reče drugače strokovno Google žurnalizem, česar pa spet jaz ne podpiram. Zato sem se na lastne stroške sedel v kombi z Boštjanom in sva šla v Portimao delati za revije, za Zeitunge, tisto, kar sem delal že pred 20 leti in tudi nekaj časa vmes, ko sem delal na Popu kot komentator. In smo bili tam in smo govorili s temi in smo govorili z dirkači in smo ob stezi gledali, kako je Marquez na basu Oliveiro in smo uživali, skratka, in smo delali tako, kot se dela. Ampak, če ni skrivnost, koliko je težek projekt MotoGP, da ga lahko recimo ena Slovenija ima v živo in da spremlja. Mogoče v preteklih letih, ko si bil še, dajmo reči, nekako del ekipe in si nekako spravljal skupaj finance skozi. Veš kaj, jaz sem spravljal finance skozi predvsem za mojo ekipo, za ta potovanja, zato da smo na vse te stvari lahko potovali. Tudi letos sem imel ta budžet strani naših zvestih sponzorjev ravno tako odobren, celo več, celo presežen, tudi na Pop TV-ju so bili pripravljeni nekaj oglaševati, tako da bi ta projekt lahko pokrili, ampak pač odločitev trenutnega vodstva je bila, da se na dirke ne hodi. Po mojih informacijah, ki so jih dali meni, pač jim novi lastniki z Češke pač tega več ne dovolijo in so se odločili, da kljub temu, da smo na koncu dobili denar, da bodo stvari delali od doma. Če me vprašaš po cifri, koliko je težek projekt MotoGP na Pop TV-ju, ne vem. Ni da nočem povedati, ampak nikoli se nisem s tem ukvarjal, to je stvar komercialne televizije, koliko plačuje za pravice, koliko plačuje za produkcijo, kako si oni obračunavajo svoje ure. Tega ti v resnici res ne znam povedati, zagotovo to niso majhne cifre, jaz se tega zavedam, te stvari stanejo veliko in jih mora nekdo plačati, tudi zaradi tega smo mi med prenosi jasno bili prisiljeni vrteti reklame, nad čemer so se jezili številni slovenski gledalci, ki pač niso znali razumeti, da pač zastonj dirk ne moreš gledati, ker to veliko stane in more prenos plačati nekdo, se pravi, morajo biti pokrovitelji vmes in hočejo videti svoje reklame med prenosom. Ampak absolutno se strinjam, da te stvari niso poceni, je pa dejstvo, da bi se te stvari absolutno dali pokriti in da bi se, jaz mislim, da vsekakor lahko hranil en kvaliteten prenos, ki je pa zdaj okrnen, kakorkoli, jaz ne želim nič slabega reči čez nove dva komentatorja, ki sta by the way moja prijatelja dolgoletna in jih poznam in smo številne motoristične izkušnje dali skupaj skozi. Vsekakor pa trdim, da to več ne bo isto in da če nisi na dirki in da če nisi to delal res za res, pa če nimaš nekih informacij v glavi pa zgodovine, da je to težko delati. Ne moreš si to na liste napopati komentatorske kabine, pa pol malo iskati po Wikipediji vmes, ko se nekaj zgodi, moraš imeti informacijo. In moraš imeti skozi to, da ta šport spremljaš, seveda, da te veseli, seveda, da imaš neke izkušnje, večkrat jih imaš, boljše si po mojem, in jasno, kot prvo trdim, da za zares to dobro delati moraš biti na dirki. Ja, ker tudi dobiš informacije neposredno tam od ekip in dirkačev, ki zagotovo ti pride to prav za tudi oddajo v živo. Ker vse tisto, kar imaš doma, lahko pobrskaš zgolj na internetu, to pa lahko naredi vsak poslušalec Radia Capris, pa vsak gledalec Pop TV-ja. Skratka, tle nisi več noben presežek, tukaj nisi več nobene dodatne informacije nikomu posredoval, ampak samo nekomu predavaš nekaj, kar si sam prebral tamle na neki spletni strani, ki se mogoče ukvarja z dirkami. To pa
Ne vem, to pa ni novinarsko delo več, vsaj za moje pojme. Ali pa delo nekega resnega komentatorja. Ne? Se kar strinjam s tabo. Se pa strinjam s tabo tudi glede tistega, kar si pred kakšnim tednom povedal, tudi glede Planice. V petek so v Portimao razglasili, da je nedelja za nedeljsko dogajanje na dirki popolnoma razprodano, torej Portimao je pokal po šivih in na misel mi je prišel tvoj post, tvoja objava o Planici, ki je pa po svoje bila spet neka posebna zadeva, ne? Ja, ki je bila malo iztrgana iz konteksta, pol pri marsikakšnem spletnem komentarju in sem jih veliko slišal na to temo, pa nič, zato se ni bilo prvič, pa še vedno bi še enkrat napisal isto. Jaz mislim, da je Planica se zgodila, pa nam je sam pokazala, da mogoče, tako kot sem sam rekel, generalno nismo taki veliki fani vsega skupaj, da bi bili pripravljeni plačati tistih nekaj evrov za vstopnino. Glede na to, da je bilo v Brnu Slovencev nekaj tisoč vsako leto, pa je bila karta za cel vikend, ne vem, 80, 90, pa so se eni obesili, jaz sem napisal 100 evrov, pa so se obesili, da ni bila 100, da je bila 80, ampak nima veze, jaz sem hotel sam povedati, da pač je bila karta ravno tako draga, pa da se je bilo treba 500 km v Brno peljati, pa tam 3 dni biti načeloma na nekih stroških, nekih hotelov ali pa kempa, skratka, da te je to veliko več koštalo, pa so ljudje še vedno šli to zadevo pogledati. Ne? In da če nam na neki prireditvi, a veš, obisk določa cena piva, ne, pa smo pa res del zabredli. Ne? Če ljudje ne grejo v Planico gledati svetovnega prvenstva zato, ker per stane 6 evrov, ne, pa se moramo pa vprašati, zdaj, kva smo zdaj, športni navdušenci ali smo v resnici navadni pijanci. Ne? Saj ni treba piti piva, ne, če ti je predrag. Kao prvo, je to svetovno prvenstvo in nikjer po svetu, jaz veliko potujem, ne, več ne dobiš pivo za 2 evra, še najmanj pa na dirki MotoGP, by the way, piva sploh ni, ker je vse brezalkoholno. Ne? Se pravi, nobenega Slovenca tam po tej logiki ne bi bilo. Ne? Če pa že dobiš kje pivo, recimo, ne, ga boš pa sigurno plačal 5 evrov. Ne? In če ti je to preveč, si ga pa sabo prinesel piksni, ampak nekdo, ki je nekaj organiziral, mora tudi nekaj zaslužiti. Ne? In jaz mislim sploh, da te cene v resnici v svetovnem merilu gledano niso bile pretirane, ker na koncu dneva že tudi v Ljubljani, tam na zvečer, ki ga v mestu ne spijem več piva za 2 evra, nikjer več, pa tudi za 3 težko. Ne? Ampak ti hočem reči, da če nam je pa to pogojevalo obisk take prireditve, kot je svetovno prvenstvo, ker največkrat sem v komentarjih prebral, te niso normalni, per stane 6 evrov ali 5, ali koliko je bil, se nima veze. Ne? Ja, valjda, ne, se je svetovno prvenstvo in če ti je 25 ali pa 30 ali pa 40 evrov za karto preveč, spet ne, ja, se je svetovno prvenstvo, kjera Formula 1, kjer MotoGP, kjera resna prireditev v svetu na nivoju svetovnega prvenstva bo pa imela 5 evrov vstopnine. Ja, ne gre, ne, in je ni. Ne. In zdaj, če je bil obisk slab, je pač po mojem mnenju se treba vprašati, mislim, a nas pol res toliko zanima, ne? Mislim, a nas zanima ta šport toliko, da ljudje tudi v Planico niso pripravljeni priti pa te vstopnine plačati. Ne? Ali se hod na športne prireditve sam nalivati z alkoholom, a veš? Mislim, če nam cena piva v Planici pogojuje, koliko ljudi je na koncu, da so prazne tribune, zato ker je pivo 5 evrov. Ne? Ja. Ne vem, mislim, pa do žalostam vse skupaj, ne? Tudi zaradi tega, ker za primerjavo Miguel Oliveira je recimo na Portugalskem po zadnjih raziskavah bil drugi najbolj priljubljen športnik Portugalske, tako je za Cristianom Ronaldom logično. In je bilo to dovolj za napolniti okoli 100,000 ljudi, okoli tistega dirkališča, ne, ki je tako ali drugače po svoje atraktivno. Ampak govorimo, da smo Slovenci tudi konec koncev narod teh smučarskih zadev, ki smo to veliko dali na to, imeli smo veliko šampionov tudi v vsakem športu posamično in to je, tukaj, imamo uspešne športnike, a veš, jaz mislim, da nismo tako zelo smučarski narod, kot nam to že vsa leta predavajo, ne, ampak smo predvsem imeli v smučanju uspešne športnike in uspehi športnikov lokalnih pa jasno vlečejo gledalce na neko prireditev, če ima nek domač športnik možnost za uspeh, a veš. Ampak to je posod, to je tudi v kolesarstvu, se imamo Pogačarja pa Rogliča, pa če greš na Tour de France, boš tam slovenske kemparje ob stezi videl, pa kar nekaj slovenskih navijačev, pa slovenskih zastav. Pa ni nikoli noben rekel, da smo Slovenci narod kolesarjev, ne? Pa če greš v Trentino na dirko motokrosa, je tam po moje velika večina navijačev za Gajserja slovenskimi zastavami, pa tudi če nikoli nobenega nisem slišal, da smo Slovenci narod motokrosistov ali pa da je motokros naš nacionalni šport. Ne. A veš, ni. Gre za to, da imamo uspešnega športnika, ki ga grejo navijači podpreti in prav je tako. In ravno to je bilo v Portimao, zato ker je pač Oliveira tam uspešen, ker je zdaj trenutno hud, so ljudje to prišli pogledati. Ne. In toliko bolj, ne, v tem smislu izstopa fenomen tega MotoGP-ja v Sloveniji, ki je bil odlično
gledan in imel eno boljših gledanosti zadnjih 15 let v svetu, tako, če preračunava na število prebivalcev, kar je tudi Dorna vedno potrdila, ne, da ni pravzaprav pravega razloga, zakaj so ljudje to radi gledali, če pa nimamo ene dirke v Sloveniji in tudi če nismo imeli vseh teh letih enega dirkača v MotoGP-ju ali pa v Moto2 ali pa v Moto3. Vse smo imeli uspešne slovenske motoriste, sam ne na tem nivoju, da bi dirkali v MotoGP-ju. Se pravi, ni bilo nekega razloga drugega kot to, da smo nek program delali fajn pa dober. Z našo celo ekipo seveda, ne, tako novinarjev kot tudi mojih sokomentatorjev, in da smo delali fajn oddajo in da smo bili tam in da smo naredili dobro razglednico, pa da smo šli v Toskano šnicle peč, pa da smo šli na Japonsk pa zvijali suši, pa da je tam bil Boštjan, ki je odpeljal krog za BMW-jem pa razložil stezo, in smo v tem merilu gledano zagotovo postavili tudi neke televizijske standarde, ki smo jih deloma prevzeli od Miranove ekipe, tudi s Formule 1, se ne rečem, da smo si vse sami spomnili, smo pa neke stvari nadgradili uspešno in delali fajn, in je bilo tudi to potrditev, da so nas v drugih oddajah, pri drugih športih na koncu celo začeli po nekih stvareh kopirati, da si tamle, ne vem, včasih je bila smučarska tekma, se je začel prenos s tem, ker prvi po strmini odpeljal, ne, zdaj pa sem pol začel že videvati, da tudi tam so šli prej v prenos, pa so naredili prispevek, kako v 5 zjutraj nek serviser ostane, pa smučke maže, pa so naredili nek uvod, pa so naredili, kako naša ekipa v hotelu stanuje, pa so naredili, da se en s kamero spustil po stezi smučarski, pa razložil zavoje, pa naklone. Ne. Se pravi, je bil nek koncept, ki se je izkazal, da je bil pravi in da so ga tudi druge televizije ali pa druge TV hiše ali pa v drugih oddajah povzeli zato, ker je stvar špilala. Ne. Ampak spet sva pri tem, moraš biti tam. Ne. Sva pa tudi omenila zdaj Oliveiro, ne, kot lokalnega fenomena na Portugalskem, in ki mu v bistvu v tem vikendu zelo dobro kazalo do neke določene točke, ki si jo že omenil, kako bi malo opisal prvo dirko, ki si jo uspel gledati v živo, tokrat mogoče res skoraj bolj kot gledalec. Prvo dirko so številni sodili narobe. Ne vem, kako sta to odkomentirala komentatorja, ker sem bil v Portimao, pa si še nisem pogledal za nazaj dirke, ampak nekaj je bilo jasno. Jaz pa Boštjan sva tam stala ob stezi in prvi krog, ko so vsi skupaj preleteli, je bilo nama obema jasno, da Marquez ne bo zdržal tega ritma 25 krogov in da bo padel. To je bilo kristalno jasno. Zaradi tega, ker si videl, da se pele toliko bolj na limitu od vseh ostalih. Zdaj bom seveda spet popluvan strani vseh, ki Marqueza ne marajo, da sem jaz strašen fan, pa sploh v bistvu ni tako, čisto nevtralno govorim, ampak če saj približno razumeš motorističen šport, pa če veš, kako se dirkač v ovinku pele, pa kako se motor obnaša, ti je bilo tam kristalno jasno, da je Banjaja prišel k potračnicah, zmetel prestave dol z bremzo, nagnil motor v ovink in odprl gas iz ovinka in se odpeljal. Ker je motor meren, ker motor gre in ker motor deluje. Honda ni dorasla Ducatiju, niti približno v tem trenutku, to je bilo seveda tudi jasno iz rezultatov v celotnem na dirkaškem vikendu, kje so bili Ducati, kje so bile Honde v tem trenutku ostale. Ne? Ampak Marquez, če je hotel držati stik z vodilno skupino, je mogel iti čist čez sebe. In on je prišel ta prvi vink, pa pol vsak naslednji krog, tako da ga je bila cela cesta polna. A veš, njega je razmetaval, on je v enem ovinku 3-krat skoraj padel, pa 3-krat rešil situacijo. Zdrsnil, nagnil motor, ga je odnesel do robnika, še enkrat nagnil na komolc, popravil, še enkrat na odpiranju plina, spet popravil, ker je motor drsel, in si videl, da v tisti grupi dirkačev, ko so se skupaj pripeljali, ima daleč največje težave. Zato, ker če je hotel stati z vodilno skupino, je mogel, kot pravimo žargonu temu, res priti po ušesih. In je šel čist čez sebe, zato da bi držal stik ali pa da bi probal narediti rezultat. In je bilo jasno, da mogoče v sprint dirki s takim ritmom 10 krogov, pa z gumo, ki približno drži, lahko ustaneš na 2 kolesih. Ne. V 25 krogov dolgi dirki je bilo pa meni kristalno jasno, da dirke ne bo zaključil. Ne. Nisem vedel, kaj se bo zgodilo, da bo tam zbal še pol ostalih fantov ven. Ne. Sem bil da bo sam padel, pa bo zdrsnil, pa bo to. Ampak na koncu je zgodilo to, da se je nekje vštel na točki zaviranja in ga je po mojem mnenju stresal, bi je mogel spustiti bremzo in je pol preletel tam v ostale dirkače. Ne. In absolutno je napaka njegova, absolutno si zasluži kazen, ki je dobil, s tem sploh ni debate, in škoda, da je v dobro dirko v Argentini pa v Portimao spravil zdaj s to poškodbo tako sebe kot tudi Oliveiro, ne. Ampak pelil se pa adijo pamet in vsak, ki saj približno razume motor, pa kako se pele motor, lahko sam reče kapo dol, kakorkoli obrneš. Ker se toliko želi zmagati, a veš, toliko ima strasti, toliko ima volje, toliko si bolano želi zmagati, pa toliko ga ne zanima biti drugi, da je pripravljen vsako dirko iti po tleh, ker ga ne zanima drugo mesto, zanima ga sam zmaga.
ali pa gre v grajo. Ne. V bistvu je iskal svoj revanš. Ne vem, če si videl, tudi na Amazon Primeu je ena 6 epizodna dokuserija ravno od njegovega trenutka poškodbe v Jerezu, vse do tega, ko je potem stopil spet nazaj na motor pred sezono zdaj. Ne? Nisem gledal, ampak mi je vse jasno, zato ker sem Marqueza spremljal in z njim delal od tega, ki je bil mulc, od ta najnižje klase, pa prek Moto2, pa videl take bravure z njegove strani pobiranja že gotovih padcev, drsenja s prednjim kolesom. Ne pozabimo, da je dvakrat zmagal dirko ob tem, da je bil kaznovan, pa da je štartal zadnjega štartnega mesta, pa je v 3-4 krogih prišel do vodilne skupine. Če se spomniš une Moto2 dirke, ki je Fasu Kazanu v Valenciji, recimo, ne, ki je vijugel med vsemi ostalimi in pokazal, da je tam ne za klaso, ampak za 2 klase boljši dirkač. Ma pa zdaj smolo, motor ni konkurenčen, motor je res težaven, ne? Kar se pravim, se vidi po rezultatih ostalih Hondinih dirkačev v zadnjih letih. Ne? In sem prepričan nekaj, ne, da v tem trenutku na motorju, kot ga ima Pecco Bagnaia, bi bil Marquez po kroga pred vsemi. Ne? Kar niti ni izključeno, da ni Alex Marquez mogoče samo prva od štafete, ki bi lahko v prihodnje, kot je tudi sam Marc Marquez že večkrat nakazal, da če Honda mu ne bo postavila dovolj dobrih pogojev za zmaga dirke, da bi utegnil se kam odseliti. Po mojem, mogoče ali KTM-u ali Ducatiju je zagotovo ena od opcij, vsaj ena. Ja, dobro, Marquez je tam podpisal dolgo pogodbo s Hondo, dolgo za to 100 milijonov evrov, kar je lep denar, ne, in kar tako preprosto oditi ni, ne, se gotovo pa verjamem, če Honda ne bo naredila konkurenčnega motorja, da Marqueza ne zanima denar, ampak ga zanimajo zmage in da bi si želel poskusiti karkoli drugega. Sploh zdaj, ko si po testiranjih v Maleziji, recimo, smo vsi videli, da če je Alex Marquez z Ducatijem pred Markom Marquezom zaključi testiranja, ne, pol mislim, da je tukaj vse jasno. Ne? Se pravi, to je evidenten znak, da Honda ne gre tako, kot bi si Mark želel. Ne? Zdaj pustimo detajle, ali to prijema, ali je to problem ukverja, ali je to problem pogonskega agregata. Mislim, da ni, ker top speede so kar popravili, tako da jaz mislim, da motor ima kar moč, ampak predvsem se ne pelje, kar je tudi odraža to, da so zdaj celo baje naročali izdelavo novega ukverja pri Kalexu, ki dela motor za Moto2, ne? Ampak hočem ti reči, da če bo Alex Marquez zaključoval treninge, pa dirke, pa kvalifikacije pred Markom, bo Marku seveda tudi jasno, pa že tako mu je, verjamem, da je Ducati toliko hujši motor, da pač enostavno, tudi če je boljši pilot s Hondo, ne moreš. Ne. Zdaj le v tem trenutku ne. Ti je všeč šprint dirka? Sem bil vedno fan te odločitve, se mi zdi, da so gledalci s tem dobili nekaj dodatnega dogajanja ob sobotah na dirkališču, da so gledalci doma pred televizijskimi zasloni dobili še en dogodek v celem vikendu in na koncu dneva so dirke šov za gledalce in je treba popestriti se skupaj in je tudi v tem smislu treba razmišljati naprej in iti v korak s časom in sem takoj v štartu rekel, da ta ideja je zanimiva in da je fajn in meni se zdelo kulno. Zdaj po eni dirki sicer soditi vse skupaj je težko, ampak prvi vtis je bil meni fajn. Kaj pa, mogoče še ena beseda glede Yamahe. Fabio Quartararo kot bivši svetovni prvak, ki je v drugi polovici lanske sezone v bistvu izgubil veliko na račun samega motocikla. Franco Morbidelli, tudi nekdanji svetovni prvak v Moto2 kategoriji, ki se je sprva odlično vozil, spomnimo se ravno tistega COVID leta, se je dajal za prva mesta, tudi z Jackom Millerjem, vse do konca sezone sta se dajali v Valenciji, zelo lep dvoboj, se nikakor več ne znajde. V čemu si ti mogoče ugotovil, da je primarna težava Yamahe, da ne uspe tako uspešnima in kvalitetnima dirkačima omogočiti dovolj dobre pogoje? Ja, veš kaj, težava je spet v razvoju, ne? Mislim, se tle ne rabiš biti brihten, da to ugotoviš, si sam dirkače poslušaš, kar povejo. Težavo imajo z oprijemom, težavo imajo predvsem s prednjim delom se zdi motorja in to enostavno ne znajo rešiti, tako kot pri Hondi, ne? In so zadnja leta kar v težavah. Ne? Yamaha je ravno tako naredila korak naprej, motor zdaj po končni hitrosti gre dobro, podobne so na ciljni ravnini skoraj kot Ducati, ampak enostavno to, kar motoristi dostikrat ugotovijo, ni vse v konjih, ni vse v moči, ne? Motor se mora tudi dobro peljati. In tako kot je Fabio rekel, ne, predvsem je tle težava, je oprijem. Ne, in ne vem, mogoče bomo Yamaha morali začeti razmišljati tudi enostavno o tem, da naredijo V-motor, tako kot ga imajo ostali. Ne. Zdaj, po drugi strani sva imela Lance Suzukija z vrstnim motorjem, ki je še zmagal zadnjo dirko v Valenciji, je tudi težko reči, da ta koncept ni pravi, ne, ampak ne vem, morda bojo mogli razmišljati o različnih stvareh.
kajti zdaj se je izkazalo spet, da je to resna težava in Morbidelli se je čisto zadnji vozil, Quartararo tudi ni bil tisti pravi, ne, oziroma tam 7., 8. mesto, to ni tisto, kar iščejo. Ne. Je pa tudi težava v tem, da imajo samo 2 motorja, veš, na stezi. Ne. Če Ducatijev je veliko, ne, in imaš več podatkov za razvoj motorja, imaš več dirkačev, imaš več feedbacka, lahko če ti 3 dirkači isto povejo, pol ni dvoma, da imajo prav in da vsi isto čutijo. In potem rihtaš neko stvar, za katero veš, da definitivno je napačna. Če imaš samo 2 dirkača, pa en reče, da ima težave z motorjem spredi, drugi, da ima težave z motorjem zadaj, kaj boš zdaj naredil? Ne? Komu boš verjel, kdo ima prav, kam boš pel v razvoju, v katero smer? Yamaha, in po mojem v tem trenutku največji problem je, da bi takoj rabili še 2 motorja, vsaj, ne, če ne še 4 motorje na gridu, da recimo, da imajo več nekega feedbacka, da lahko različni dirkači pomagajo pri razvoju motorja ali pa z nekimi informacijami ali pa z nekimi podatki. Ne? Če se konec koncev tudi vajeni. Je zelo pomemben je, koliko dobrega imaš testnega dirkača, ne? A veš, ki ti razvija motor na testiranjih. To je vse en paket, ki moraš pilati, in če ne špila danes, je težko biti tudi spredi. Ne? Se te razlike so majhne, a veš, mi dva govoriva o nekaj desetinkah na krog, to na oko mogoče sploh ne opaziš. To zdaj ne govoriva, da je motor 5 sekund na krog počasnejši, ne? Ampak danes so razlike v MotoGP-ju tako majhne, da desetinke odločajo in če si 3 desetinke na krog zadaj, te ni nikjer, ne? A veš, to je res rata težko. Ne? Na začetku sezone so vprašali kandidate MotoGP-ja, torej na prvem tistem tiskovnem srečanju, bodi si Bagnaia, Quartararoja in Marqueza, da povejo, kdo bo svetovni prvak konec leta v vseh kategorijah. No, jaz bi te vprašal, glede MotoGP-ja, kdo bo po tvoje, vsaj prvi 3, kateri so tisti največji kandidati? Zdaj, če ostanem čist na varni strani, pol ne ostane drugega, kad rečem Peko Bagnaia, na osnovi tega, kar smo videli na testiranjih, pa na ta prvi dirki. Ne. Seveda so te napovedi vedno nehvaležne, lahko se že na naslednji dirki polom, karkoli. Smo videli, da na prvi dirki so se zgodili, da že 4 dirkači bodo ta vikend manjkali, ne. Tako da to se zdaj res lahko hitro zgodi, ampak če bi ostal na varni strani, bi mogel reči, da verjamem, da ima največ možnosti za osvojitev naslova prav Bagnaia. Miller s KTM-om lahko hitro na nekaterih dirkah, ampak za naslov ne verjamem, da bo šlo. Zdaj odvisen, koliko dirk bo spustil Bastianini in v kakšni formi se bo vrnil, zagotovo bo Bastianini s tovarniškim Ducatijem nevaren. Jorge Martin, za katerega se šušlja, da je že podpisal pogodbo naslednje leto z Yamaho in da zapušča Ducati, ne vem, če si prebral, ne vem, če veš. Kakorkoli je zagotovo talent, ne, lahek, majhen, hiter tudi na kvalifikacijah, tako da, ne vem, tle med temi nekje bi se jaz odločil. Seveda pa tudi na Mavericka Vinalesa, mislim, že predolgo čaka svoj prvi naslov v MotoGP-ju, ne, in Aprilia letos konkurenčna in tudi na Vinalesa bi upozoril. V Alexa Espargaroja toliko ne verjamem, no, ampak Vinales bi pa mogoče lahko bil nevaren tudi ob koncu leta, tudi za končnico prvenstva, ne. Sploh, če bo šel po tirnicah Alexa Espargaroja, ki je lani do zadnjih izdihljajev kazal kar dobro formo, ne? Pa je na začetku pokazal zdaj Maverick, ne, tudi svoje. Absolutno, ja. Gaber, kje te lahko fani MotoGP-ja, glede na to, da so te že dobro vajeni in te imajo radi in te imajo pri srcu, ker si prinašal 16 let, pa verjetno še kakšno leto prej, ampak po televiziji 16 let MotoGP v Slovenijo, kje te lahko zdaj slišijo, vidijo, kje lahko sledijo tvojim informacijam in če boš sploh šel še na kakšno dirko, kot si pokazal v tem vikendu? Ne, bom. Dirke so moj life in dirke so moj lifestyle in to ni bila nikoli moja služba, ampak je bil moj passion in jaz na dirkah absolutno ostajam, seveda je to povezano z visokimi stroški, ne morem zagotoviti, da bom lahko šel na vse, ampak na večino pa že planiram iti, ne. Delam za različne časopise, kjer sem delal že prej, za motoristične revije in tako naprej, ne. Mogoče si najdem kakšno varianto s kakšnim radijom za kakšna javljanja. Ne vem, imam različne ideje, nekaj bom delal, doma ne bom sedel, ne. Jaz se pa enostavno nisem hotel fokusirati na nič drugega, ker sem do zadnjega momenta verjel, da bomo mogoče s Pop TV-jem vsem prišli skupaj in sem si želel, da delamo te dirke dobro, pa fajn še naprej za televizijo. Ne vem, zdaj se bom pač orientiral, ne, imam tudi neke druge televizijske projekte še v igri, ne, absolutno pa Instagram, pa jasno Facebook, Race Cafe Raca, kdor ne followa, lahko pofollowa, pa včasih kaj komentiram tudi tam, pa na kakšni dirki sem, pa kakšno story objavim, pa kakšno hec naredim, pa je tudi tam mogoče včasih kakšno zanimivo informacijo zvedeti. Pa z Boštjanom se pogovarjava, če čas furati naprej neko spletno oddajo, kot je bila Balanca oziroma Balanco na nekem neodvisnem mediju in
internetu, spletu, kanalu, kakorkoli, vse, tako da, ne vem, projektov imamo dosti, idej imamo neki z Robijem in Boštjanom, se pravi tudi v smislu MotoGP-ja, pa še kaj si bomo zmislili, vse smo zmer polni idej, tako da zagotovo bomo kaj počeli in puščali neko sled v tem prostoru, vem pa sam nekaj, da karkoli bomo delali dobro. No, to pa zagotovo, to smo prepričani vsi, ki te v bistvu dobro ali pa vsaj prek TV zaslonov poznamo. Gaber, najlepša hvala za teh prijetnih 20 minut in torej spremljamo res Feraca, da vemo, kaj bo počel Gaber Kržišnik. Super, hvala vam za support in seveda lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Kapris.